O finančni krizi in nje vplivu na internet, komentar dneva Primož Žižek. Skozi čas od leta 2001, od velikega internetnega zloma, je internet ves čas iskal poti, kako naj postane čim bolj realna ekonomska logika, področje, kjer lahko razvijamo kvalitetne poslovne modele in pa seveda področje, ki bo ljudem omogočilo čim večje število uporabnih aplikacij. Pomislimo samo na prenos zvoka preko interneta, množično uporabo videa, družabno omrežje, iskanje informacij in podobno. Mnogi se danes sprašujejo, kako bo recesija vplivala na posle. V internetnem svetu, v internetnih forumih in na internetnih razpravljalnih deskah velja dejstvo, da internet ne bo prizadet nič manj kot ostali. Nasprotno, internet lahko predstavlja pravzaprav enega redkih kanalov, kjer bo rast še vedno mogoča. O tem pričajo tudi številne napovedi o oglaševalskih proračunih za prihodnje leto, o namerah podjetij, da bodo zaposlovali kadre, ki bodo v imenu podjetij razvijali internetne strategije in podobno. Tako da prihodnost v tem smislu je zelo obetavna. Pa tudi številna nova delovna mesta se bodo odpirala na področju interneta, kajti internet kot okolje, kjer je možno varčevati na številnih področjih poslovanja, je pravzaprav odlična odskočna deska za nove priložnosti, za mlade kadre, za specialiste na področju trženja, poslovanja, oblikovanja in podobnih dejavnosti, ki so na internetu še kako iskane. Ampak poglejmo za trenutek tudi na vprašanje povpraševanja. V časih gospodarske rasti, ko je v obilju in denarja in priložnosti, imamo ljudje občutek, da je vsega dovolj in da so naša delovna mesta neogrožena, zato ponovadi tudi veliko več zapravljamo, mnogokrat tudi nepokrito in to je tudi razlog sedanje krize. Na internetu se povpraševanje izraža v besedah, predvsem na iskalnikih in kljub temu, da je Charlie Chaplin nekoč dejal, da so besede poceni in da je pravzaprav največja stvar, ki jih lahko z njimi opišemo slon, na internetu stvari stojijo nekoliko drugače. Manj bo zapravljanja za luksuzne izdelke in veliko več bo iskanja najcenejših ponudb, najcenejših izdelkov in vključevanja v razne storitve, kjer lahko sami sebi ustvarimo tudi kakšen evro več. Torej, logika je jasna, recesija je tukaj in skoraj zanesljivo bo internet v naslednjih letih, torej na pohodu po dolini ekonomije, nekoliko pridobil. Vabljeni na internet.